Danes je petek in ob petkih zvečer si običajno vzamem čas za 3 stvari. Da uživam v kozarcu viskija, da si vzamem par minut z laptopom, pa da poslušam sporočila na svojem odzivniku. Ampak ker mi je zmanjkalo viskija in ker so mi večkrat rekli, naj se ne samo zadovoljujem na televiziji, mi za danes ostanejo samo še sporočila na odzivniku. A vas moti, če poslušamo ene par zdaj? Ne, ker so res avtentična. In to je moj avtentičen telefon. Ok, dajmo začeti. Živjo, Jure, tvoja mami tukaj. Se spomniš tvoje mame? Tista, ki te je rodila, pa vzgojila, previjala. Tista ženska, ki nisi čestital za materinski dan? No, vsi so mi čestitali, sem ti ne. Še tvoj prijatelj mi je čestital. A veš tisti, ki je bil komik prej, tisti, ki je zdaj politik, prej je pa vedno govoril čez babe. Je rekel, naj te pozdravim, pa sprašuje, če imaš kakšno službo zanj. Mama, poslušaj, pokvarila si presenečenje. To sem hotel danes narediti. Lih kar. Čestitam za materinski dan. Vsem mamam čestitke. Ok? Vse vas imam rad. Še posebej samske. Naslednja? Živjo, Jure, Marjan tukaj, Marjan Šarec. Veš, kaj bi te vprašal? Ti si bil vedno dober z besedami, pa me zanima, če imaš zame kakšno novo kuharsko metaforo. Meni jih je zmanjkal. Kdy sem zato klical. Volitve se približujejo, pa ne zgleda najboljš. Dej povej, Jure, imaš ti kakšno službo zame? Karkoli, no, res. Marjan, imam zadnje ankete, pa po mojem ni panike. Se boš še sedel v parlamentu, jaz verjamem vate. Pozdravljeni, gospod Godler. Jelko Kacin na tej strani, ker koronske tiskovne konference niso dobro izpadle, zdaj kličem vsakega slovenca posebej. Da mu razložim, kakšna so pravila. Umivajte si roke, nosite masko in imejte PCT. Sam mislim, da je to. Še nekaj časa nisem bral raznega lista. Kakorkoli, hvala. Kacin, tak. No, pa Šarec me je klical, ker rabi novo službo. Sem ga pa res strah, po mojem po nepotrebnem. Gospod Kacin, pa če ste šele pri črki G, veselo naprej na delo. Poglejmo, kdo mi je še pustil sporočilo. Pozdravljen, Jure. Mi smo Anonymous. Ej, da ga pozdrav. Ja, jaz sem tudi tukaj. Da se sem rekel mi. Anonymous te pozdravlja. Skratka, kličem te, da ti povem, da so naši voditelji v resnici kuščarji, voditelji kuščarjev pa so v resnici ljudje. Za dokaze pa moraš poslušati naš podcast. Ja, ko smo imeli cajt spet, da boš naš gost. Da skupaj pogledamo resnici v obraz. A po masko? Ali pa v masko. Mi smo Anonymous. Mi ne pozabimo. Mi ne oprostimo. Razen če je težav, no? Ne, to smo rekli, da ne velja. Ok, no, pa samo jaz popustim. Hvala lepa, Anonymous, bom pogledal urnik pa pokličem. Saj ste v imeniku, ne? Saj so v imeniku. Naslednje. Hej, Jure, Sanja tukaj. Lej, stari, to se mora nehati. Dvakrat smo že dali menjati ključavnico na moji garderobi, pa še kar ti rata nekako nos pridati. Mislim, lej, jaz štekam, da si kao Copperfield, pa Houdini, pa da čaraš pa to, ampak to ni več smešen, okej? Manjka mi ful oblek in kozmetike, tako da te prosim, da mi do naslednje oddaje vrneš čisto vsa krila, šminke in eyelinerje. Ker z mojimi stvarmi so teh svojih bolnih igrc ne bo šel. Jasno? A je jasno. Briga me, vem, da je to telefonska tajnica, ampak vseeno odgovor, če ti je jasno. Jasno? Mogoče ni bila najboljša ideja poslušati tale sporočila, ampak okej. Ja, dober dan, tukaj pa agencija za posvojitve. Vračam ti, da vam povem, da je ta številka za starše, ki bi radi imeli otroka, ne pa tista, ki si jih hoče znebiti. Tako da predlagam, da najdete eno drugo rešitev za nekega benota. Aj prav? Kakšnega benota? Nimam pojma, za kaj se gre. Pojmo naprej. Živjo, Jure, tukaj tvoj zdravnik. Kličem s slabimi novicami. Pri tebi smo odkrili novo mutacijo virusa herpes. Močnejše kot karkoli, kar smo videli do zdaj. Celo toliko, da mu ne moremo več reči herpes, ampak herpules. Tako da poklič nazaj, prosim. Zato me peče že celo oddajo.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.